Odločilni niz je bil danes vaš. Pa je, na kraju opet moj odlučilni niz. Ja stvarno nisam očekivao iz razloga što sam se nadao da će moji suigrači možda to riješiti prije. Međutim, danas je bio poseban meč. Nešto u zraku bilo stvarno čudno. Dobiveni mečevi su se gubili, poveli smo 2:0, izgledalo je da ide sve u dobrom smjeru. Za pola sata već smo visili i to da je izgledalo da se nećemo izvući. Ali evo, valjda malo iskustva, borbe, volje, izvukli smo ono najviše što možemo. I evo, na kraju smo i dobili tu sportsku sreću da nam se vratilo i opet slavimo. Pa ne znamo, na sljedeće leto ovisi da li ćemo se možda pojačati. Nažalost, odlazi nam naš igrač, naše dijete kluba, Pero Hribar, kojem ja ovim putem prvo mu želim čestitati na svim rezultatima do sada. Bio je stvarno izvanredan ovdje u ligi i na turnirima. On sad ide u malo jaču ligu, u Njemačku. Naravno, ide se razvijati, mi mu želimo sve najbolje, a mi ćemo se morati snaći bez njega. Žal naslednjo sezono odhajam v Nemčijo in treba je, to bo neka nova točka v mojem življenju, katero sem si začrtal in zelo sem presrečen, da sem to zadnjo sezono, ki sem tukaj, da smo osvojili in da smo še 5. zapored postali državni prvaki. Smete razkriti, v kateri klub odhajate? Ne, odhajam v Bundesligo Saarbrücken FC, ki je v bistvu zelo močen nemški klub in tam bom tudi živel in treniral. Koliko časa? Nameravam čim dlje, sicer ne vem, bomo videli. Ne razmišljam preveč o tem, zelo razmišljam sem o tem, kako smo postali državni prvaki še 5. Kaj pa reprezentanca? Reprezentanca pa, ja, zdaj se borim da pridem notri v člansko reprezentanco, ki je sedaj zelo močna, ampak s trdim delom in vsem tem mislim, da mi lahko uspe v bodočih letih. Odlično ste se borili, kaj je zmanjkalo za tisto piko na i danes? Zmanjkalo je kar veliko stvari. Bili so na koncu so imeli eno tekmo v prednosti, ker so proti Puconcem igrali samo 2 tekme, mi smo igrali 3 močne tekme in smo se že tam veliko iztrošili, tako da je bilo to danes po prejšnji dvoboj že velik napor sploh zame. In mislim, da so bile tudi tiste malenkosti v koncentraciji, v malih poenih, ki so bili enostavno boljši. Jaz moram reči zase, da tretjo partijo, ko sem igral, več nisem mogel zdržati, fizično sem že bil zelo utrujen, s tem, da sem imel tudi že iz prejšnjega dvoboja natrgano mišico na roki, tako da mi je tudi danes odpovedala na koncu in moja tretja partija je pač šla po zlu. In ni druge, jaz fantom čestitam, dobri so bili, mladi so, polni energije in tako bo še naprej. Mi se bomo pač naslednjo leto pripravili, da jim probamo vrniti. Ja, fantastično, ne? Izredno lepa tekma.
zelo močan nasprotnik. Mi smo igrali celo finale, pravzaprav v redu. Danes so fantje igrali skoraj fenomenalno proti ekipi, ki je nasprotnik, ki je res odlična. Ne vem, moram čestitati vsem našim igralcem, naši publiki, vsem, ki pač so zraven in upam, da nismo končali z petič smo zaporedoma in to je res lepo, ne? V novo sezono vstopate malce oslabljeni, odhaja en igralec. Ja, nažalost gre Peter Hribar v Nemčijo in ostanemo, ampak mislim, da bomo ostali v konkurenci za prva mesta, no? Za boljša mesta. Ja, enkratno. Jaz moram reči, da ta naslov je bil res nekaj posebnega. Bi rekel celo, da najtežji do zdaj, no. Kakor je kazalo na prvi tekmi, da bo gladka zmaga, se je na koncu obrnilo in smo trepetali že za prvo zmago. Tukaj pa je bilo še malo hujše, ko smo v bistvu z 2:0 na 3:2 prišli in potem res odlična partija Nevena Karkoviča in pa tudi fantje, potem Tilen, Cvetko zmagal Komaca, tako da to so bili res pritiski in fantje so zdržali. Peter Hribar čez celo sezono igral fenomenalno finalo. Tilen Novak poskrbel za to, da smo bili na koncu lahko prvi, ker je 2 odločilne zmagal proti drugovrščenemu Fužinarju, tako da kaj naj rečem, res sem presrečen. Ekipa ostaja, Peter res odhaja, tako da ligo bo igral v Nemčiji, kar je po eno tudi dober dokaz, da se v klubu dobro dela, tako da dobri igralci odhajajo v tujino, ostajajo odlični igralci tukaj, tako da jaz verjamem, da bomo tudi za naslednjo sezono postavili ekipo, ki bo ciljala na vrh. Ja, letošnja sezona je v klubskem tekmovanju naredila, kaj naj rečem, bila je izjemno zanimiva liga, bilo je veliko izenačenih ekip, mislim, da je pa vendarle Krka na koncu zasluženo ohranila naslov državnih prvakov. Nimam še informacije, kako je v Izoli, ali so Izolanke uspele izenačiti proti igralkam Vesne ali ne. Mislim, da smo v finalu videli 2 zelo lepi tekmi, tudi polfinalne 3 tekme med Fužinarjem in Mariborom so bile izjemno zanimive. Kot ste videli danes, za namiznoteniške razmere zelo lepa publika, zelo veliko gledalcev in zopet eno pravo vzdušje. Ja, jaz sem vesel, da je, bom rekel, fair play in en dober občutek ob koncu prevladal in seveda pa sem vesel, glede na to, da je to klub, kjer sem član že 40 let, in pa Maribor, za katerega sem igral 3 leta, da sta se pač srečala v finalu in to sta 2 moja kluba, edina 2, za katere sem v življenju igral in zmaga bi šla lahko k eni in druge ekipi, odločale so dejansko nijanse, veliko preobratov, izkušnje proti mladosti, ja, na koncu pa pač zmaga, bi rekel, za tiste, ki dejansko tudi več in bolje trenirajo. Lepa popotnica za fante in čestitke namiznoteniškem klubu Krka. Vaš sin odhaja v Nemčijo, kako vam na to gledate? Ja, Peter se je odločil za profesionalno pot, profesionalnega igralca namiznega tenisa. Za sabo ima odlično sezono, ligo je igral tudi super. Mislim, da je ves čas za Krko dal vse od sebe v vsej svoji karieri in želi iti naprej. Mi mu pri tem stojimo ob strani, seveda tudi starši. Peter je pač nepopustljiv borec, to je dokazal tudi danes in seveda mu kot oče in kot predsednik Namiznoteniške zveze želim vse dobro. Torej, jaz mislim, da predvsem spremljajo že kontinuirane uspehe našega namiznoteniškega kluba, torej 5. zaporedni naslov državnih prvakov. Mislim, da je to kontinuirano delo, stabilno finančna situacija kluba in res čestitke vsem odgovornim za ta uspeh. Torej, mislim, da je to res dobro delo kluba, nekaterih posameznikov. V tem smislu je Novo mesto prav gotovo zdaj Namiznoteniški center Slovenije. Tudi na Otocu se res razvija ta vadbeni center, ki je tudi mednarodno zelo aktiven. In mislim, da je to pravilno. Pravilno je na zdravih temeljih z domačimi igralci in to, da naši namiznoteniški klub zelo dobro dela.